Sem Sebastian Testen, prihajam iz Ipave, star sem 45 let, delam kot direktor prodaje za nemško firmo za balkansko tržišče. Moji hobiji so glasba, fotografija, ameriški avtomobili ter strelstvo. Vegan sem od leta 1994. Od 15. leta, se pravi, ko sem šel v srednjo šolo, sem se družil bolj z temi, bi rekli, po Gorici smo bili zelo popularni, smo bili skaterji. Jaz sem pač poslušal punk in v punku so bili tudi pač ta bolj anarho prepričanja. Ni mi bilo všeč pač, da se pač živali trpinči ali pilo o kakšnem pomenu, ampak pač še vedno sem nekako užival, ampak ne v velikih merah, meso in mlečne izdelke. Največja prelomnica je pa bila, se pravi, nekaj decembra 1992, ko smo bili na temu sejmu, pač temu božičnemu sejmu, in sem jaz rekel mojemu prijatelju, te kože, to mi gre pa ful meni na živce. Pa on meni reče, ja, na živce ti gre, kaj boš pa naredil za to, ne? A sej uživaš meso, kaj pa živali, če ti smilijo, pol pač boš mogel nekaj spremeniti. In potem sem po tistemu pač januarja sem razmislil in sem po tistemu potem prekinil in postal vegetarijanec. Za vegansko sem se potem odločil, slučajno je prišel en dogodek, bili smo na koncertu s prijatelji pač in prijatelj, ko smo se takrat družili, Marko Rusjan je rekel, jaz bom pa zdaj postal vegan. Jaz vprašam, no, pa povej mi malo, kako je to, o čem se sploh gre in to. In sem šel domov, sem malo pobrskal in rekel, ja, to vegani ne jejo tega, ne jejo tega, ne jejo tega. Ok, super, sem šel domov in jaz sem bil vegan, postal vegan naslednji dan. Se pravi, opustil sem pač vse izdelke, mlečne izdelke, pač v tistem času, če gremo gledati, vegan sem postal nekje junija 1994, je bilo zelo, ni bilo tako enostavno, no. Se pravi, da je bilo kar ekstremistično, ker so že vegetarijance gledali zelo po strani. Se pravi, da veganstvo je bilo pa samo še overkill za vse. Tako. V bistvu je, dokler si vegetarijanc, razlagaš ti, ja, se vemo, krave imajo še zmeraj mleko noter in moraš ti ta mleko sprazniti ven, če ne ona zboli in bla bla bla. To je pač neka vegetarijanska logika. Pa tudi ne gledaš toliko deklaracij, v bistvu ne bereš, čevlji so bili še zmeraj usnjeni. Medtem ko prešaltaš ti na veganstvo, ti mora v glavi narediti čisto drugačno. To pač ti naredi nek klik v glavi in začneš brati deklaracije. Večina ljudi je, kar zdaj vidim, problem je samo v tem, da ljudje se bojijo, kaj bo rekli prijatelji. Največ. Kaj bo rekla družina, njegova prijatelja, zdaj si se pa pomehkužil, zdaj nisi več dec, zdaj boš, ne vem, nosil v rozah hlačke, boš, no, v tem smislu, v bistvu pa ni, v bistvu si ti, ko postaneš vegan, močnejši kot vsi ostali, zaradi tega, ki si se upal to narediti.
Jaz sem zaradi tega, ker sem proti bilo kakšnemu mučenju živali. Ne. Niti sami nimamo živali doma. Načeloma imamo samo neke potepuške mačke, ki pridejo, ki jih hranimo. Drugače sem tudi proti temu, da bi se neke živali imelo prisilno nekje zaprte. Oni rabijo svobodo ali tako kot mi. Zdaj, veliko ljudi tega ne razume, ampak za mene je pač svoboda, tako kot hočem imeti jaz svobodo, tako hočem, da tudi drugi imajo svobodo okrog mene. Ne. Eni veliko mi govorijo, živi in pusti živeti. Ja, seveda, po drugi strani pač ne, govoriš to, pol pa greš pa si prvočiš eno velik šnicel ali pa ne vem, ene čevapčiče. Doma imaš pa rad recimo mačke pa pse in to je čisto pač zatiskane oči. Ne. V glavnem, prva reakcija mojih staršev je, ko sem prišel domov, sem rekel, jaz mesa ne bom jedel več, ti si vegetarijanc, sekta, mamila. Jaz sem rekel, jaz nič od tega nisem. Ne sekta, ne mamila, pa tudi vegetarijanc nisem, briga me, jaz pač sem se odločil, da pač živali ne bom škodil več in tako je tudi ostalo. Zdaj, epidemija, ki je ratala, ko sem jaz to postavil, je prineslo še to, da je ratala še moja sestra vegetarijanka, moj bratranec vegetarijanc, moja sestrična vegetarijanka in je to pripeljalo do še ena zavezništva, pač naša stara mama, bi rekli po primorsko, naša nona nas je soportirala. Se pravi, ona nam je kuhala, začetki sicer itak so bili zelo težki, nismo znali ni kuhati, pa naša nona je pa znala narediti dobro joto, pa s kakšnimi kifelčkami in to smo mi z veseljem pojedli. In je to pol kuhala še leta in leta in leta in leta za nas. Tako da. Sem bral en članek, da je porast veganov v Angliji recimo 500% na leto in so se mi vsi smejali. Ne. Zdaj tu vidijo, da se to resnično dogaja. Ne. To je pač trend, ki gre, dosti ljudi je ratalo sočutnih, ne rabiš ti več, da boš ubil neko žival, da boš preživel. Ne. To lahko delaš v ekstremnih primerih, ker nimaš kaj za pojesti. Recimo, da boš preživel. To, ker ti je pač borba za življenje, ampak to, ker imaš ti polne police, ker greš v razne trgovine za jesti, ker ti sploh ni noben problem, ne. Greš tja, si kupiš in prišparaš vsem življenje. Sebi in tudi živali. V bistvu streljanje veganstva je lahko reči čisto normalno skupaj. Nimam jaz jaz ne vidim nobenih ovir tukaj, zato ker to streljstvo, ki jaz vidim kot šport, je tudi kot priznana kot športna panoga. Udejstvujemo se tekmovanj, naše orožje je pač čisto športno orožje, je drugače izgleda kot normalno orožje. Tam se spopadamo z kartonastimi in kovinskimi tarčami. In to moraš biti, pomeni, da si dovolj hiter, močen in moraš imeti dobre zadetke. In ti so najbolj uspešni, ker vse te tri dajo stvari skupaj. Z aktivizmom pač vse se je začelo tega 93. leta, tega januarja, ker sem jaz tudi potem v najkrajšem času smo trije prijatelji ustanovili društvo VALE, se pravi Vegans for Animal Liberation and Ecology, ki je bilo registrirano pri meni, se pravi v kanalu ob Soči. In tam smo se začeli povezovati tudi z drugimi istomišlječimi pač aktivisti po svetu. Ne. Največje delo, kar smo ga opravljali, je bilo proizvodnja letakov.
proizvodnje letakov, informiranje ljudi na koncertih o problematiki, o veganstvu, o temu, da so pač živali tudi živa bitja in si zaslužijo tudi živeti. Boj proti krznu, boj proti testiranju na živalih. Proizvajali smo razne majice z napisi, z pač malo bolj, kako bi rekel, neprijetnimi napisi, ne vem, da smo malo tudi kdaj šokirali okolico. To je bilo recimo povezano, to smo pač delali v tistem času. Pač naša borba v tistem času na Goriškem je bila ta glavni pobijalec živali, to je bil MIP, Mesna industrija Primorske. Mi smo pač zelo pritiskali na to mesno industrijo. Pač z bilo kakšnimi akcijami različnimi smo hoteli to stvar očrniti in pokazati, ker za tem krematorijem smrti, ali pa kako bi rekel, pač smrtno hišo, je potok, ki je tekel v krvav potok. In to pač za veliko ljudi, če si jim pokazal, jim to sigurno ni bilo všeč. Za vse bi rad sam pač sporočil, da biti vegan v tem času ni prav nič takega hudega in čisto enostavno. Pozabite, kar vam govori okolica ali pa prijatelji, da se boste zaradi tega, ne vem, ratali slabši ali pa da boste zaradi tega ošvoheli, pa da ne boste upali dvigati, kot pri starem so govorili, da ne boš mogel več delati v gozdu. Čisto normalno lahko greš delati v gozdu, lahko se ukvarjaš z vsemi športi in lih tako boste preživeli in lepo do konca, kot vsi ostali. S tem, da verjetno boste še malo bolj zdravi, ker jaz pač nisem bil v vseh teh letih nič resno bolan. Še ime zdravnika se kdaj težko zapomnim, tako da to je to bi rad povedal ljudem. Pač otroci ni problema, zdaj Dana bo stara 5 let, če rečeš Dana, tisto je meso, ona ne bo trkala. Zak ima majhne probleme, ker je tak, ne da bi vzel, ampak tudi njemu, pač njim smo razložili, da so živali naše prijateljice in tega se držijo, tudi ko grejo. Gremo nekaj jesti in rečem Dana, veš, tisto je meso, tam noter je meso, tam noter je meso, tam noter je meso, tisto mi ne jemo. Ja, tam so živalice, mi živalic ne jemo. In oni ne tikajo pol nič. Tako da, to je to.